Komunala kazni plačuje iz sredstev podjetja, poudarja direktor. Bilo jih je pa lani za okrog 17 000 evrov, letos pa imamo že eno kazen za 11 000 evrov. Nepobiranje odpadkov ni prava pot, saj so kot izvajalci javne službe poklicani, da odpadke od ljudi prevzemajo, je prepričan Riglar. Jaz mislim, da tukaj bo enkrat treba pogledati tudi na uporabnike, ali še zmorejo tako visoke stroške, in po mojem mnenju ne, zato pač mi izvajamo to dejavnost tako, da ljudje vendarle lahko še plačujejo in gledamo na čim nižje stroške. Pred kratkim jim je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper Agencijo Republike Slovenije za okolje, ki jim ni izdala okoljevarstvenega dovoljenja. Zdaj so vlogo podali že četrtič. Tudi precej aktivnosti trenutno teče pri odpravi pomanjkljivosti, ki jih predvsem na izcednih vodah nekaj v Špaji dolini je. V drugi parametri pa mislim, da so primerni. Za pridobitev dokumenta bo tako ključna izgradnja čistilne naprave, ki je ocenjena na $500 000. Mi bomo v začetku maja izdali javni razpis za čistilno napravo. Gre za dvostopenjsko reverzno osmozo kot nek najboljši način čiščenja in računamo, da bomo do jeseni tudi to čistilno napravo že vgradili. Na deponijo Špaja dolina je sicer vezanih 53 000 prebivalcev iz 6 občin, še letos pa naj bi se jim pridružila še 7. občina.